こんにちは。私はナターシャ先生です。最初は練習です。Najprej vaja. Lepo pozdravljeni vsi skupaj v lekciji 5. Zdaj bomo naredili eno kratko ponovitev na način, da vam postavim vprašanje oziroma v komentarje spodaj zapišite, kaj sem povedala v japonščini in tudi na ta vprašanja odgovorite. Zdaj pa začnem in potrudite se. Ganbatte kudasai. こんにちは。私はナターシャです。はじめまして。どうぞよろしくお願いします。お名前は何ですか？お元気ですか？元気です。お国はどこですか？ご出身はどこですか？ありがとうございます。Najlepša hvala. Upam, da ste do tukaj razumeli. Napišite to, kar ste razumeli, v komentar. Najprej prevod, potem pa tudi na ta vprašanja odgovorite. Pa vidimo, koliko ste si zapomnili. Kolikor si pa niste, tukaj, pop, se bo zopet pojavil video, pa si poglejte 4. lekcijo za nazaj ali pa lekcije za nazaj. Skratka, danes bo lekcija obarvana, kakor sem že zadnjič malo napovedala, bolj slovnično, v smislu, danes se bomo v bistvu te naše deske, tale deska, del glagola biti, temu se bomo posvetili. In na splošno, v bistvu, kaj se v japonščini z glagolom dogaja. Najprej pa je potrebno razumeti, da japonščina je eden izmed najstarejših jezikov na svetu. Recimo, no, tako, zelo star jezik je. Kar pomeni, da jezik se je razvijal, a ne? Jezik je postavil svoje standarde zelo pozno, v bistvu 1982 je bil tisti zadnji standard nekako postavljen. Ja, prav ste slišali, 1982. Ampak v tem času so sprejemali razne spremembe in tako naprej. Ampak sam jezik se ni kaj spet tako dosti spremenil od tistega, kar so ga govorili tisočletja nazaj. Tisto je sicer bila klasična japonščina. Omenjam jo zato, ker bo pomembna pri glagolu. Klasična japonščina, oziroma toliko, da se vsaj malo zavedate tega, da klasična japonščina je dandanes še vedno govorjena, se jo uporablja. To je kot nekako, ne moremo primerjati z knjižno slovenščino, to je v bistvu že nekako arhaična slovenščina, že tista res še v času Primoža Trubarja in to res pač tisto še malo tistih arhaizmov, starih slovenskih besed, ki zdaj res nisem slovenistka, res ne vem, iskreno povedano. Žal mi je, da na naši fakulteti nismo toliko primerjav s tem delali. Imela sem čudovito profesorico, ki nam je predavala o japonski, pač tele stari japonščini oziroma pač, no, kaj sem zdaj povedala, ko pride v glavnem, v klasični japonščini, čudovito profesorico. In nam je to predavala in tako naprej, ampak mogoče meni osebno je malo manjkalo tele primerjave, ampak morda bi se mogla sama več pozanimati. No, skratka, toliko vam povem, klasična japonščina se na Japonskem še uporablja, in sicer v dramskem jeziku, v kakšnih, tudi celo v kakšnem lepopisju, v kakšni književnosti
In da si samo malo predstavljate, klasična japonščina je zelo, zelo različna od dejanske moderne oziroma standardne japonščine. To vam pa omenjam, ker menim, da je kar nekaj vas takšnih, ki ste tu, ki gledate animeje. In naj vam povem, da japonščina, ki je govorjena v animejih, to pravzaprav ni standardna japonščina. No? To je pač prilagojena japonščina, bolj tak pop culture japonščina. Zelo, mislim, Japonci tako ne govorijo, kakor si. Mislim, predstavljate, da je to v animejih in še posebej ne, marsikdo reče, da je anime ali pa ne vem sploh, kako rečejo, v glavnem, ampak anime, čisto normalno, tako kot je napisano, tako se izgovori anime, ni anime ali pa karkoli drugega, okej? Ker je to japonska beseda in Japonci izgovarjajo po zlogih. Anime in nič drugega. Ne more biti anime. That's not Japanese, is it? To ni japonsko. Ok, to sem vam glavno želela malo nakazati. Skratka, klasična japonščina. Zakaj? Ker se bomo danes pogledali glagol. In sicer glagol, ki ga bomo danes se učili, je že nekaj, kar poznamo. In to je naš glagol des, bom ga dala kar z veliko, pa z rdečo. Des. Des, to je v bistvu del glagola biti. Ta naša deska, ne, zdaj z rumeno bom označila ker se ga ne izgovarja, ker se reče samo des, ni desu, ampak je des. In v bistvu rada bi vam povedala, da v japonščini je glagol razdeljen na 5 skupin. Uradno. Na 5 skupin, ampak v standardni japonščini, torej v govorjeni, to, kar se pač uporablja, ne, moderni japonščini, se uporablja samo 3 skupine. Bolj podrobno vam bom povedala to naslednjič, zato ker res bi se rada mogoče malo osredotočila tudi za tiste, ki vas slovnica malo bolj zanima. Uporabljajo, v glavnem so 3 skupine in te 3 skupine se razlikujejo po tem, kaj se spremeni v katerem delu glagola. Torej zdaj, če je to ena beseda in to predstavlja glagol, ali se spremeni koren besede, vidite, nekaj se bo z ujem dogajalo, ali se spremeni osnova besede, recimo osnova te besede, de, ali se oboje spreminja. Torej to so v bistvu te 3 skupine. V eni skupini so glagoli, kjer se jim spreminja osnova, v eni, kjer se jim spreminja samo končnica in v eni, ki se jim spreminja oboje. In v tisti, ki se spreminja oboje, v bistvu sta samo 2 glagola. Skupina se imenuje glagoli skupina suru in spadata samo 2 glagola, glagol početi, suru, pa glagol priti, kuru, ampak pustimo zdaj to. Danes se osredotočimo na glagol pomožni, torej del glagola biti. Okay? In to je des. Torej, zdaj moram dati del glagola. Zakaj je to del glagola? Ker glagol biti je v japonščini drugače se reče biti, naru, oziroma postati, no? Ampak iru je biti, imas. To bomo pa tudi potem govorili. Ampak, ok, samo to je del glagola biti. Del glagola biti. Da napišem, upam, da spet se ne vidi. Jo, pa zakaj imam vedno te težave? Čekajte, kaj pa če jaz tole ok, rataljem. Ja, in jaz znam še lepo pisati, včasih. Evo, del glagola biti. Zdaj pa par stvari, nekaj smo že povedali. Japonščina nima spola. To smo že povedali. Kar pomeni, da so vse besede, vsi samostalniki nevtralni. To je za nas nekaj težko razumljivega, je treba precej vaje, da se to naučimo. Potem, druga stvar. Japonščina nima prihodnika. To se bo zdaj jasno razvidelo. Japonščina uporablja sedanjik, sedanji čas in preteklik.
japonščina nima prihodnika. Prav kot časa v angleščini future tense nima. Najdes. Tako da je pa sicer način, kako se izraža prihodnik, seveda, ne. Malo bi bilo čudno, da japonščina ne bi kot jezik bila tako napredna, da ne bi znali v bistvu izražati prihodnika. Ter vsi samostalniki v japonščini, vsi, so v ednini ali v množini. Vsi samostalniki so lahko edninski ali množinski, če sem zdaj to prav povedala. Upam, da sem. Evo, 3 pomembne stvari. Jaz bom te 3 stvari tule v bistvu napisala, tukaj ob strani. Dala jih bom z rumeno, ker se mi zdaj to dopade. Pa moram ful povečati, ne, lahko jaz to ful povečam, da vidim. Po mojem lahko 90 na 90 bomo dali, da vidimo, če bo kaj več. Se bo, evo, torej 3 stvari. Torej, ni spola, potem ni prihodnika in vsi samostalniki, bom kar z veliko S označila, v ednini ali množini. Tole bom zdaj premaknila, da boste lahko videli, imeli tukaj skoraj. Tako, pa to bomo dali v en takšen okvirček. Ful zanimivo barvo sem izbrala, vem. Pa še lahko malo tole spremenim, ne, takole, da vidim. Takole, ne, evo, kaj sem pa zdaj naredila? Okej, ja. Zdaj sem pa še večji kaos naredila kot prej. No, ampak se me boste že navadili. Takole, evo, v glavnem imamo del glagola biti, japonščina nima spola, nima prihodnika, vsi samostalniki so v ednini množini, ter, prej smo povedali, obstaja 5 skupin glagolov, uporabljajo se samo 3, ostali 200, pa to, kar sem vam prej začela povedala, so pa uporabljene v klasični japonščini. Klasična japonščina se uporablja več ali manj v dramah. Če greste vi gledati na japonsko, pa večinoma znate japonsko, se učite japonščino, to, ko sem jaz študirala, pa greste na japonsko neko predstavo gledati, ki je v klasični japonščini, ne boste razumeli nič. Resno, mislim, izredno malo. Res takšna razlika je. Res, ne hitite, če imajo 2 povsem drugačni skupini glagolov, tudi kako jih sklanjajo, oziroma lahko bi rekli sklanjali, spregali. Skratka, zdaj pa gremo na naš glagol des. In sicer vsi si boste naredili, zdaj smo v šoli, ne, jaz pa navadi vedno naredim tukaj eno tako razpredelnico. Zelo lepo bom tole naredila, lejte, takole, razpredelnico, in v tej razpredelnici bom označila, z belo seveda, v tej razpredelnici bom označila, kje imam prihodnik, oziroma sedanjik, v temle predelu bo sedanjik, se vidi, tukaj bo pa preteklik. Torej v spodnji vrstici bo preteklik, v zgornji bo pa sedanjik. Samo sed napisala. Ok, tako. Zdaj pa klele v zgornji, bomo pa dali, tukaj bo trdilna, nikalna oblika. Trdilna oblika, nikalna oblika. Recimo, zdaj za trdilno mi že vemo, sem, recimo sensei des, učiteljica sem, Nataša des, sem Nataša, torej ta sem, bo tukaj desu, oziroma uja se ne izgovori. Ne, uje v oklepaju, tako. Zdaj pa ni zanikanje, je pa malo dolga beseda, ki se bo bolj kot je neformalni govor krajšala. Tako, bolje formalno daljše je v japonščini. To se tudi narobe sliši, saj vem, lahko se hecate. V glavnem,
krajša bo beseda, bolj bo neformalna, tako nekako. Zdaj pa gremo. A momentu rata lepo zapisati. Ne, jaz bom to kar s tem naredila, takole. Ne boste mi zamerili, ne? V glavu imamo de wa arimasen. Zakaj pišem vse z veliko in zakaj ni nobenega presledka? Ker v japonščini, ker so zlogi, ni tega. Tukaj bom samo označila. Ha se bere kot wa. Izgovori se wa. De wa arimasen. Torej, če bi želela zanikati, da nisem učiteljica, bi rekla samo samostalnik, pa to zanikam. Sensei de wa arimasen. Sensei de wa arimasen. Sensei des. Natasha des. Natasha de wa arimasen. Torej, nisem Nataša. Sem Nataša. Zdaj pa malo bo čudno, ker bom rekla, uporabila preteklo obliko. Tako uporabljajo preteklik. Dešta. Dešta. Ne, zelo malo čudno zveni. Dešta. Zopet slišite, da se u oziroma i ne izgovori. Samo da ga označim. Tale i tukaj. Ok, mi bo ratal, tako je tale i. V glavnem, i-a ne izgovorite. Dešta. Dešta. Ta bo nakazoval preteklo obliko. Več ali manj. To si tudi zapomnite. Ker naprej, naslednjič, ko bomo govorili prav o glagolih in kako se uporabljajo, drugi glagoli, z živo, neživo naravo bomo začeli glagoli, potem pa tudi druge glagole, uvod v druge glagole, se bojo začele ene stvari tukaj ponavljati. Ne pozabite na prvo stvar, kar sem vam povedala. Japonščina je zelo, zelo star jezik. Da ni toliko oblika napredovala, se razvila, kakor bi si mogoče mi predstavljali, ne? Slovenščina je v bistvu sorazmerno mlad jezik. Pa še to ga sploh ne uporabljamo zares lepo, tako da to, ja. V glavnem, mi imamo v bistvu zelo, zelo napreden in razvit jezik. Čudovit jezik imamo, pa se ga žal ne zavedamo. Ok, in še zanikanje, oziroma nikalna pretekla oblika je pa de wa arimasen dešta. V bistvu, kot da bi zanikali, pa dali še preteklik zraven. In lejte, kje so moje Lego kocke? Lego kocke! Moje legice. Zanikanje. De wa arimasen. Zanikanje. Pretekla oblika. Dešta. Zdaj pa Japonci. Kako bomo pa zanikali v pretekliku? De wa arimasen. Dešta. Enostavno. Gremo Lego kocke zlagati. In zapomnite si tole. Masen de šta. Pa tukaj tale. Šta je pomemben, šta je pomemben. Šta je pomemben, masen in masen de šta. Zdaj pa za vajo lahko na glas poveste svoje ime in des, kar pomeni sem, pa vaše ime. Recimo Nataša des. Torej vaše ime des. Torej sem, primer Jure. Nisem Jure. Ime in del glagola biti. Vidite, vrstni red je pri nas drugačen. Najprej rečemo nisem in potem samostalnik. Oni pa samostalnik in potem del glagola biti.
To je pa tudi v tesni korelaciji z členki, katere sem vam tudi že prejšnjič obljubila, da bom več začela govoriti o tem in na to se zdaj tudi nagibam. Saj si vedno napišem tukaj eno takšno, recimo, časovnico, kako bi mogel tale video potekati, ampak ponavadi gre pol dosti tako improliga. Samo tako. Glavnem, gremo še enkrat za vajo. Bom napisala spodaj, zato da je jasno. Torej, samostalnik, zgoraj, torej samostalnik in potem naša oblika glagola, ne? Zdaj, glagol. Ampak zdaj je del glagola biti. Klele, potem, ko bomo druge glagole uporabljali, bo klele malenkost drugače. To je naš samostalnik in glagol. Sem, kar pomeni sem, nisem, sem nekaj, torej naš samostalnik ali nisem ali pretekla oblika. V glavnem, 3 pikce. V glavnem, spet ne vidite. Malo bom dala sem, da boste videli. Ja, se spet ne vidite. V glavnem, sem samostalnik. Ok, hej. Nataša des. Nataša de wa arimasen. Nataša dešta. Bila sem Nataša. Ali pa lahko bi rekla sensei dešta. Bila sem učiteljica. Sensei dešta. Sensei de wa arimasen dešta. Sensei de wa arimasen dešta. Zelo vam bo pomagalo, če govorite z mano. Zdaj bom pa rekla ime pa des. In takrat, ko rečem ime, povejte svoje ime. Ok? Gremo najprej za sedanjik, trdilno, nikalno in potem preteklik, trdilno, nikalno. Ok? Smo pripravljeni? 3, 4. Ime des. Hej. Ime de wa arimasen. Ime dešta. Ime de wa arimasen dešta. Hej. Ime de wa arimasen dešta. Vidite, koliko je dolga ta beseda, ne? Toliko, kar se tiče del, torej glagola biti, malo uvod v glagol, naslednjič bomo več o glagolih. Se bomo tudi naučili glagol biti, oziroma glagol za obstoj, žive in nežive narave, pogovarjali se bomo tudi, kaj Japonci smatrajo za živo in neživo naravo, ter govorili bomo tudi o členkih. Začeli bomo o členkih, ki smo jih že slišali, in sicer wa, potem členki, ki imajo določeno nalogo v stavku, v povedi v stavku, potem členki, ki imajo določeno nalogo na koncu stavka ali podajo pomen recimo ka, o genki desu ka, ka, ki je na koncu nakazuje vprašanje, in členki, ki se v bistvu nakazujejo na začetku, lahko bi rekli, da so to členki, na začetku stavka, ki izražajo nek dodaten pomen, recimo spoštljivost, o ali go, ne? In obstajajo tudi členki, ki so za poudarjanje čustev, potem obstajajo tudi členki, ki izražajo ženski in moški govor. Tudi to ima japonščina. Govor, ki ga uporabljajo samo ženske, in govor, ki ga uporablja samo moški. Ampak v današnji družbi, v današnjem času veste, da je to začelo zelo fluktuirati, ne? Ampak ja, skratka, upam, da vam je bilo danes všeč, da ste lahko tudi razumeli prvi začetni del tega videoposnetka. Če imate kakršnokoli vprašanje, mi napišite v komentar in se vidimo naslednjič, prihodnjič. Mata ne, minasan, ganbatte kudasai. Mata ne.